Sem te hotela poklicati, da ti povem, kako se ta avto dobro pelje. Dan, cajt za Hondo, people. Pol zdaj cajt, da priznam, da sem nepristranskost vrgel kaj nekam v vogal. Tale avto mi je pa res všeč. In dajmo začeti. Tole je nova, že 10. generacija Honda Civic, ki je bila zasnovana čist na nov. Celostno zboljšana, tehnično naprednejša, varnejša, pa še slovenski se je naučila govoriti. Prva sladka oprema. Veš, takole je. Civic je že v osnovi zelo dober, predvsem varnostno opremljen. Marsikatero stvar, ki jo tukaj dobiš že čisto na začetku, je treba druge doplačati. In Honda vse te sisteme združuje pod imenom Honda Sensing. Zdaj pa, ker ni šans, da bi se jaz vse tole zapomnil, bom kar prebral. Prav. Pa pazi, govorimo o osnovnem Civicu, ne, 1.0 Comfort. In v tem primeru dobiš zavorni sistem za obložitev naleta, opozorilo pred naletom spredaj, opozorilo pred zapustitvijo voznega pasu, nadzor pred zapustitvijo voznega pasu, sistem sledenja voznega pasu, inteligentni umevalnik hitrosti, pa pameten tempomat, pa sistem za prepoznavanje prometnih znakov, pa sistem sledenja pre nizkih hitrosti. A veš, da kaj hočem s tem povedati, dobra osnovna oprema? Pa to je bila samo varnost. Dobro, ajde, pa tudi res, da če kupiš čisto osnovno, dobiš halogenske žaromete. Ker pa je strani čisto logično, da je ta avto v tem trenutku pri nas razprodan. Druga sladka prostornost. Spet ena dobra plat, ki je Civic sabo nos že kar nekaj časa, mislim, že več kot desetletje. Po eni strani ima zasluge za to razmeroma dolg medosje, od sprednjega do zadnjega kolesa je 2,7 metra. In heca, tukaj je avto nižji, kot je bil v prejšnji generaciji, ampak Honda trdi, da je vsem prostora znotraj več. Malo več za glave, predvsem je pa 3 cm širše, kar pomeni, da je več placa za ramena. To se pa pozna. No, pa imamo pa tukaj še kufer za 478 litrov ga je. A pa se spomnite te fore, veš, vsi imajo takole rolo, Honda ga ima pa pošrek. Takole, daj. Prva stvar, ki je treba poudariti, da tukaj spodaj ni čist raven, taka blaga polička je, vidiš. Ampak meni se to ne zdi prehuda pomanjkljivost. Pa če pogledaš litre, ne, tistih 478, mislim, da, pa ne me za besedo držati, da v tem segmentu med kombi limuzinam samo Octavia ponuja več placa. Tretja sladka, tukaj bo zdaj treba malo potrpeti, ker vem, da vas je ogromen tudi proti, ampak meni je dizajn všeč. In preveč besed tukaj ne bom zgubil, ne, recimo tale pogled mi je fejst lušten, zato je tak glih prav agresiven, tak bulast. Obenem se pa tudi dobro zavedam, da je Civic daleč od tega, da bi ga lahko uvrstil v kakšne klasične avtomobilske lepotce. Ampak meni je tak zanimiv quirky, obenem priznam pa tudi to, da mi zadek ni všeč niti malo. Dobro, ajde, te dva sredinska rora, ne, te dva sta mi fejst všeč, ostale pa, kaj pa je vse. Četrta sladka, motor pa menjalnik, kar oba skupaj. Veš, tukaj pa tako, kot pri ta peti sladki, do katere še pridemo, sploh ne vem, kje naj začnem. Mogoče kar pri motorju, a? Le takole zgleda, zelo preprost, nobene fancy plastike čez. Motor je 1,5 litrski, ponudi 182 konjev, kar je več kot zadost. Ta fajna stvar pri tem motorju je pa, da vsa ta zmogljivost pride s tako fejst oranž živahnostjo. Mislim, ta hudič se s takim veseljem vrti, ne, podaš pa zraven še ročen menjalnik, ki je res takole šaltaš, lej. Z dolžino hodov me zdaj malo spominja na Hyundai i30N. Je pa res, da ni tako šarp, da ni tako osredotočen, da so hodi mečkim bolj mehki. In zdaj močna plat tega motorja ni samo zmogljivost, pa recimo prožnost, ki je res odlična. Fora v tem, da avto tudi približni tok žen, kot sem mislil, da bo. Pazi, 1,5 litrski turbomotor, 182 konjev, koliko misliš, da je popil? Pri meni je povprečje variiralo od 5,4, takrat, ko sem bil res umerjen, pa do 7,8. Tam pri 7,8 veš, da sem šel na pohorje, ne. Ampak če posekam en povprečje, je pa tam med 6,6 pa 6,9. Glede na to, kaj ta avto oziroma ta motor ponuja, stari. Ok, na vrsti so kisle, Hondaši, stisnite zobe. Eno ste po mojem lahko že kar na pamet ugotovili, jaz sem kar v drugo vrsto, prav? Treba je priznati, da je bil prejšnji Civic še malo bolj uporaben, zato ker je bila tale zadnja klop dvižna. Tisti, ki Civica ne poznate prav dobro, ne veste, kaj ste zamujali. Tisti, ki pa Civica dobro poznate, ste pa verjetno zdaj samo tole delali. In veš, ta fora z zadnjimi zici, ki si jih lahko dvignil, si dobil kupenega uporabnega prostora tukaj v drugi vrsti. Zdaj pa tega ni več. Druga kisla, umestnik sam po sebi, kar se vsebine tiče, ponuje dost. Mislim, vse, kar nekdo, ko fura avto, nuca. Malo večji hudič je pa to, da ta umestnik, čeprav ga moram pohvaliti, meni, pa tudi glasovni napotki, ki jih avtovozniku daje, so slovenski. Največja težava je to, da je menijska struktura povprečna, predvsem je pa odzivnost počasnejša, kot je pri tekmecih. Veš, počasno je trajalo, da je zamenjal zaslon. Pa še ena taka malhecna fora, ne? Če se voziš, pa nisi glih vajen uporabljati stikal na volanu, bi rad dal pri radiju na glas, pa skozi klimo štimaš. Tukaj je šlatat plus, minus, pa čeprav je tudi tale zadeva odzivna, vidiš, ni toliko praktičen. Alternativa so pa tale stikala na volanu. Niso najbolj prijazna na otip, ampak dobro čutiš, kje je gor, kje je dol. Pa če že govorimo o delovnem okolju voznika, jaz se tukaj super počutim, položaj sedenja je top. Za materiale pa plastika, predvsem tale ostre stikala tukaj na volanu, ki jih sicer zelo dobro čutiš s prstnimi blazincami, je pa treba povedati, da Honda tukaj na tem področju, v tem segmentu ne posega glih po vrhu. Tretja kisla, mislim, da poglej karoserijo, pa povej, kva misliš, da si jaz mislim o preglednosti.
Je še zmerno visok nameščen spoiler, pa ta del tukaj. Veš, nazaj se malo slabše ven vidi, ampak moram reči, da smo pri Civicu videli, kar se preglednosti tiče, tudi že slabšo kombinacijo. Ne se spomniš par generacij nazaj, ki je bil pa spoiler glihene tukaj. Peta sladka vozna lastnosti. Po eni strani bi lahko rekel samo to, kar je povedala Tina, ker si mi dal avto za dan pa pol zapeljati, ker me je zanimalo, kaj bo rekla. In jaz Tino vprašam, ok, povej zdaj, kako se ti zdi? In pa je zdaj kaj povedala, citiram, sem te hotla poklicati, da ti povem, kako se ta avto dobro pelje. Tak vri, ja. Takoj zatem pa reče še in ponavljam, to so njene besede, imela sem občutek, da lebdim. Pec, kako to misliš, da lebdiš? In je rekla, da je bilo vse tako easy, da ni nič čutila, da je bilo udoben, pa da je bil avto pač fin zapeljati. Najbolj hecno od vsega pa je, da se jaz z njo do neke mere strinjam. Ajde, ne bi uporabil besedo lebdeti, ampak z največjo lahkoto pa lahko rečem, da se ta avto pele dober ke svina. Po eni strani Tino zabavam, da je rekla, da ima feeling, da lebdi, po drugi strani pa je reče, da se avto pele dober ke svina. Z tega nič ne zveš. Dober ke svina v tem primeru pomeni, da se pele tako vesele ima, sploh ne znam razložiti. Za začetek je tako, da ko peleš ta avto, imaš feeling, da tehta, ne vem, 300 kg manj. Angleži ali pa Američani bi rekli, da ima izvrsten turn-in feeling. To se pravi, kad ti vzameš zavoj, pa sploh ne rabiš iti hitro, recimo samo 35-40 na uro, čutiš neko izredno lahkotnost, ki je ponavadi, kot da imaš opraviti z eno tako posebno tenkočutnostjo, ki pride do filigranskih nastavitev podvozja. Pa pazi, zdaj jaz ne trdim, da je tale Civic nek super mega športnik, pa čeprav se zelo dobro športno pele. Po eni strani že res, da je opremljen s paketom Sport, ampak če da kupiš pa unga Sport Plus, pa imaš pa še nastavljiv podvozje, tisti pa še za stopno boljši, kar se športnosti tiče. Če govorimo pa o vsakodnevni vožnji, taki normalni pismo, pa se pa v tem trenutku ne spomnim avta v tem segmentu, ki bi se tako luštno pelil. Za konc pa dovolite mi, da citiram kolega Gregorčiča iz Motorevije. A veš, Jure je že nekaj časa nazaj povedal, napisal, da Civic v tem trenutku v golfovem segmentu predstavlja enega najboljših, če ne mogoče celo najboljšega razmerja med tehniko, praktičnostjo pa opremo. Pazi zdaj, kako je parkiran ta avto. Pa to ne boš verjeti. Sredi ceste, vseeno, ne? 20, ampak res 20 metrov stran pa propisno parkirišče. Placa, kakor češ.